prva nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje z mednarodno udeležbo, s povezovanjem do skupnih ciljev. To so neuradni povzetki. Igor E. Bregant je genialno vodil konferenco, na kateri gospa ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pravi: stvari s papirja uresničujemo v življenju. Zdravje je naša skupna skrb, se zavezuje in ponosno predstavlja akcijo Dober tek Slovenija. Na koncu pa pravi še: ta konferenca bo dala zagon za skupne cilje. Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prišel sem minister gospod Dejan Židan in pravi: hrana ni globalna, hrana je lokalna, ni mobitel in ni avto. 100.000 ljudi v Sloveniji prideluje hrano, zato je zelo pomembno, da jo pridelujemo v Sloveniji, da je made in Slovenija. Na koncu pa pravi še: čebelarstvo je zelo pomembno, brez čebel narava obstane. Dr. Tomaž Boh je prišel iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pravi: gibanje in prehrano je treba vzgajati. Pravi, da je težava v hitri hrani, pa v tem, da nas tehnologija odvrača od gibanja. Pohvali se, da so zgradili veliko športnih objektov, a se na koncu zavezuje še: športno igrišče v vsako vas. Odlična atletina Brigita Langerhorst nas je razgibala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rekla je: dihajmo, dihanje je pomembno. Genialni dr. Donald O'Shea je pozabil potni list in nažalost ni uspel priti na konferenco, ostal je na Irskem. Vendar je gospa iz ministrstva za zdravje skočila in povedala njegovo predavanje. Debelost je kompleksna stvar, sodelovati moramo, kajti debelost raste, predvsem pri mladih. Preventiva je grozljivo pomembna, na koncu pa še, da lahko majhne države spremenimo stvari. Slovenija in Irska sta dober primer. Dr. Joao Breda iz Svetovne zdravstvene organizacije za Evropsko regijo pravi, da je Slovenija zelo uspešna pri preprečevanju otroške debelosti. Toda nujno je treba nadaljevati z delom. Sloveniji gre kar dobro, pravi dr. Joao. Toda stvari ne smemo imati kot samoumevne. Izboljšati moramo priložnosti za zdravo prehrano in gibanje. Madžar v Evropski komisiji Attila Baloh pravi preprosto: zdrava izbira mora postati lažja izbira, tudi na policah trgovin. Fokus Evropske komisije je v tem obdobju na sladkorjih. Iz ministrstva za zdravje je prišla Mojca Gobec, ki pove dobre novice. Poslušajte, mladi pojedo več sadja, to je dobro. Pogosteje zajtrkujejo, pijejo manj sladkih pijač, manj masti pojemo in več oljčnega olja, manj je debelosti pri otrocih in več se gibljemo. To so dobre novice in preverjene, dokazane novice. Gospa Bente Stark iz Ministrstva za okolje in hrano na Danskem je predstavila zanimivo partnerstvo med državo, nevladnimi organizacijami in podjetji. Tam država ponuja, da podjetja svoje izdelke označijo z znakom izberite polnozrnato. To sodelovanje je zavezalo podjetje, da proizvajajo nove, bolj zdrave izdelke. Seveda pa ima tako sodelovanje tudi težave, različne kulture, različni cilji. 2 leti so se morali dogovarjati, da so to skupino spravili v tek. Peter Barence iz Centra za znanje na Nizozemskem pravi, da so Nizozemci prvaki v sedenju, hkrati pa so vodilni v športu. Kako je to mogoče? Mi mu pravimo, da je morda skrivnost v tem, da veliko veslajo in hkrati sedijo in športajo. V njegovem centru zbirajo zdravje, povezujejo politiko, znanost in prakso v eno celoto, predvsem na praksi je pomemben poudarek, kajti šport v mestih raste, pravi pa na koncu tudi to, da je pomemben enakopravna dostopnost. Dr. Frank de Man iz The European Nutrition for Health Alliance pravi, da je treba vlado in stroko povezati, poudari pomen prehrane v negi in zdravstvu. Hrana je tudi zdravilo. Prehrana ranljivih skupin in starejših se mu zdi zelo pomembna. V njegovi organizaciji oblikujejo standarde za meritve prehranjenosti. Gospa Tadeja Kvas-Majer pravi: dobra lokalna hrana je pomembna. Kakovostne kmetijske površine so pa seveda nujni pogoji dobre lokalne hrane. Cilje različnih resorjev je treba povezovati in to nam v Sloveniji kar dobro uspeva in še gozdovi so naše bogatstvo, pravi. Gospa Polona Demšar-Mitrović iz Ministrstva za infrastrukturo pravi: največji izziv je spreminjati navade, treba je osveščati ljudi. Vlagati v pločnike, kolesarske steze, nič ni preveč majhno, da ne bi sodelovalo v veliki celoti. Dr. Boro Štrumbel pravi: uvajamo novo matematiko, nič plus nič je nič, 1 plus 1 pa lahko več kot 2, stvari se seštevajo. In res celote lahko več kot seštevek svojih elementov. Na koncu pa pravi še, kako premagati Pokemone. Magister Janez Sodržnik iz Olimpijskega komiteja Slovenije se pohvali, da 7.000 športnih organizacij povezujejo. Naš skupni cilj je povečati število aktivnih prebivalcev. Mojca Gobec na okrogli mizi pove: to je tek na dolge proge in 3-krat poudari: dialog, dialog, dialog. Res je, včasih
je več dialoga, tudi več konflikta, vendar znamo tudi sodelovati. Gospa Mojca Gobec to dobro dokazuje. Dr. Ivan Eržen iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi: ugotavljamo stanje, predlagamo spremembe. Kratko in jedrnato. Dr. Tatjana Zagorc iz Gospodarske zbornice Slovenije prišla čist iz drugega filma, kot bi rekli, namreč oni so zagovarjali to, da lahko sladke pijače neomejeno prodajo na slovenskem trgu. Vendar so v dialogu z ministrstvom stvar rešilo. Zdaj so zaveze odgovornosti tiste, ki zavezujejo proizvajalce k boljšim izdelkom. Breda Kutin, vitezinja v boju za človekove pravice oziroma za pravice potrošnikov, pravi: mi znamo voditi kampanje na polici več zdrave hrane, pohvali se z akcijo Veš, kaj ješ in pravi, da bi moralo biti več cenovno dostopne zdrave hrane. To so bili neuradni povzetki, jaz sem dr. Horovic, se vidimo, kajti delo za zdravje se nadaljuje.